Dober večer, prav lepo pozdravljeni na Slovenski matici na današnjem dogodku v okviru cikla Matica pod zvezdami. Cikla, na katerem predstavljamo slovenske knjige, ki jih izdaja seveda Slovenska matica, naše aktualne, najnovejše knjižne publikacije in ki ga tudi finančno podpira Javna agencija za knjigo, za kar se na tem mestu zahvaljujemo. Danes je poseben večer, ki bo posvečen Borisu Pahorju, ne samo velikemu pisatelju in premišljevalcu slovenske besede, slovenskega jezika in slovenskega naroda. Tudi tistemu avtorju, ki ga je Slovenska matica neizmerno častila, ki mu je v 80-ih letih izdala vrsto njegovih del, in tudi avtorju, ki nas je vedno znova, še tudi po svojem 100. letu, tukaj nagovarjal svojo živostjo in živahnostjo in nam vedno znova prikliceval spomin in opomin, zakaj je bila pravzaprav Slovenska matica ustanovljena in zakaj v svojem imenu nosi besedo slovenska. Zato naj bo ta večer tudi globoka zahvala njemu za vse, kar je naši ustanovi, naši najstarejši založbi namenil in tudi za vse, kar je obenem namenil slovenskemu narodu, ki tega pogosto seveda ni znal slišati in mu tudi ni znal prisluhniti. Zato so posveti in simpoziji posvečeni Borisu Pahorju danes prav tako pomembni, kot so bili v 70. in 80. letih njegovi zapisi in njegova dela. Morda in seveda se nikakor ne morejo kosati z njimi v žlahtnosti njegove besede, v iskrivosti njegove misli, pa vendarle hočemo na nek način oživljati z publikacijami, kakršno predstavljamo danes, pravzaprav živost, živahnost, iskrivost in seveda tudi čuječnost, čutečnost in zavezo literarne in vsakršne besede Borisa Pahorja. Veseli smo, da smo se danes tukaj zbrali v tako velikem številu in še prav posebej smo veseli, da je danes z nami tudi sin gospoda Borisa Pahorja, gospod Adrijan Pahor, ki nam bo seveda lahko o tej čutečnosti in čuječnosti pričeval tukaj. Da je z nami danes tukaj profesorica, doktorica Urška Perenič, za katero vemo, da skrbno proučuje in bdi nad Pahorjevo literarno zapuščino, jo raziskuje, preiskuje in o njej premišljuje. Predvsem pa njegovo besedo zna in zmore čutiti tako, kot je zahteval oziroma nas je vedno nagovarjal on, da je vsaka beseda zaveza in tako tudi ona skrbno bedi in proučuje vse, kar je Boris Pahor zapisal. Ob tem seveda organizira tudi številne simpozije in posvete. Nedavno smo enega takega gostili lani tukaj že v zimskem času oziroma konec jeseni. In eden od takih simpozijev je potekal tudi leta 2022 v Adriju ZRC SAZU in danes so prispevki iz tega simpozija seveda v razširjeni obliki zbrani v knjigi Trst, to je tam, kjer je Boris Pahor. To knjigo bomo danes predstavljali, uredila jo je profesorica, doktorica Urška Perenič, skupaj s profesorjem, dvojnim doktorjem Igorjem Gratinom, ki ga prav tako prav lepo pozdravljamo tukaj danes v naši sredini. Torej, še enkrat iskrena hvala najprej za skrbno upravljeno uredniško delo, tudi vsem avtorjem,
za prispevke v tej publikaciji in seveda kakšen uvod v Pahorjevo zapuščino in tudi v to delo predstavlja pravzaprav sam naslov. Naslov, ki je, bi rekli, zelo pričevalen, identifikacija Pahorja s Trstom, torej identifikacija Pahorja s slovensko manjšino. Trst, to je tam, kjer je Boris Pahor, z njenim zatiranjem, njenim uporom, njenim pogumom, nacionalnim ponosom. Vendar, spoštovana urednica, doktorica Urška Perjanič, Pahor je v resnici še veliko več. Je slovenska nacionalna vest, česar pa vendarle, kot tudi v sami uvodu izpostavljate, danes marsikdaj ne znamo več prepoznati. Hvala za besedo. Hvala za besedo. Hvala Matici, ki je založila zbornik, in hvala vsem, ki pomagate pri tem projektu oziroma pri projektu, torej izdaje knjige. Naj povem za začetek, da knjiga ne prinaša samo prispevkov simpozija, kot je povedala že urednica Ignacija Frideljarc, gre za prispevke v razširjeni obliki, hkrati pa gre tudi za rezultate znanstvene analize po približno letu dni in pol. Znanstvene analize njegove pisne zapuščine, ki ohrani NUK. Zato se ob tej priložnosti lepo zahvaljujem sestrski ustanovi, Narodni in univerzitetni knjižnici, posebej strokovni sodelavki Barbari Jesenovec in vodji knjižničnih zbirk Matjažu Ruliku, izmed tesnih sodelavcev, pa poleg omenjene Barbare, tudi profesorju Grdini, ki je poleg moje malenkosti nekako glavna moč pri obravnavi in raziskovanju znanstvene analize te pisne zapuščine, in obvezno moram omeniti še svoje 3 študentke, ki so pomagale pri opisovanju. To so Neža Kočnik, Ema Trpin in Tereza Bernik, vsem 3. Hvala. Rada bi se povrnila še k naslovu. Naslov ni moj, to so besede moje hčerke, izrečene, ko je bila stara 3 leta, potem, ko smo se vrnili z obiska pri Borisu Pahorju, zdaj je že nekoliko starejša, in so me presunile. Zdajle so se mi zelo pomenljive, čudovite, pametne, zato sem jih izbrala tudi za naslov, in tudi profesor Pahor me je vedno potem vprašal tudi, kako so otroci. Kar zadeva sam zbornik, prinaša res veliko več kot samo obravnavo Pahorjevega literarnega opusa, pravzaprav njegov pričevalsko-literarni opus obravnava, in sicer je knjiga razdeljena v več razdelkov. Odpirajo spominski prispevek sina Adriana Pahorja, ki se mu posebej zahvaljujem zlasti za moralno podporo v ne prav lahkih časih, ko se človek ukvarja s Pahorjem. Zato se res zdi, da smo v 70 letih, ki jih sama sicer nisem živela, pa vendar ukvarjanje s Pahorjevim opusom ni enostavno, je večkrat zelo težko, z več vidikov. Zato se torej zlasti sinu zahvaljujem za moralno podporo in z tega mesta tudi doktorju Evgenu Bavčarju. Potem pa sledijo prispevki, torej spominskemu prispevku sina, o katerem bo več povedal sam. V razdelku, ki ima naslov Trsto je tam, kjer je Boris Pahor, v katerem so zbrana poglavja, ki so jih prispevali Pahorjev someščan Igor Škamperle, profesor Grdina in moja malenkost, profesor Peter Scherber, nemško-avstrijski slovenist, ki je Pahorja tudi prevajal v nemščino, in urednica Slovenske matice Ignacija Frideljarc.
V njih je predstavljen Pahor kot literarni in tudi osebni pričevalec, kot zagovornik demokratične, pluralistične družbe. Predstavljen je njegov avtobiografski jaz skozi labirint njegovih romanov, o čemer bo več povedal tudi profesor Grdina. Moj prispevek se osredinja na analizo njegove izjemno obsežne korespondence, ki kaže na to, da je bil Pahor, kot piše tudi v uvodni besedi, veliko srce v mestu v Zalivu, ki je povezoval tako zamejstvo kot matico v tistih težkih časih in ne samo to, tudi Slovence širom sveta, v obeh Amerikah, širom Evrope, v Avstraliji. Ta korespondenca dokazuje, da je ideja zedinjene Slovenije živela skozi vse 20. stoletje, pravzaprav govorimo o planetarni zedinjenosti Slovenije. Ignacija Fridl Jarc pa potem govori zlasti o Pahorjevih izdajah pri Slovenski matici. Namreč Slovenska matica je Pahorju vedno nudila neke vrste streho nad glavo, tako kot jo je ponudila našemu simpoziju novembra. Pahor je torej matičin avtor, tu je izšla tudi potem, če govorimo o korespondenci, knjiga Peščena ura, ki prinaša Kocbekova pisma Pahorju, in leta 2010 sem imela to čast, da sem pri matici lahko, tedaj je bil tu urednik Drago Jančar, izdala knjigo Sončna ura, ki prinaša en zelo dragocen segment Pahorjeve korespondence, in sicer njegova pisma in seveda v obratni smeri pisma kranjske profesorice Marije Žagar, torej tržaškemu pisatelju. To je korespondenca, ki jo je imel Boris Pahor, poleg tiste s Kocbekom ali denimo Janezom Gradišnikom, pa Linom Legišo, pravzaprav za najpomembnejšo. Ta knjiga ima zame še poseben pomen tudi zato, ker se je ob njej, lahko bi rekla, bistveno oblikoval tudi moj nazor, moj pogled na svet. Čeprav so moji stiki s Pahorjem pravzaprav še zgodnejši, ko sem pred dnevi pregledovala svojo domačo Pahorjano, sem ugotovila, da sva imela prva intenzivnejša delovna srečanja že leta 2004, kar dokazujejo vpisi in posvetila v knjige. In v tem smislu želim povedati, da ta knjiga, ki je pred nami, zame ni toliko znanstveni projekt, kot pravzaprav moralna obveza in izpolnitev obljube, ki sem jo dala. Tretji razdelek ima naslov Ti imenitimo sva vse skupaj izpeljala. Seveda gre za citat, ko boste knjigo prebrali, boste tudi vedeli, kdo je avtor tega citata, ali pa ste že ugotovili. Namreč ta razdelek se loteva na svež način večnega prijateljstva in zelo pomembnega prijateljstva med Pahorjem in Kocbekom, seveda pa se omenjajo tudi nekateri drugi somišljeniki. Prispevke so napisali Ravel Kodrič, ki nas povrne v leto 1944 in tisto skrivnostno pomembno srečanje Kocbeka s Frankom Rodanom. Sledi prispevek Petra Kovačiča Peršina, ki se posebej posveča, kot pravi, prijateljskemu lomljenju kruha slovenske besede, medtem ko nas Igor Omerza povrne v začetke geneze znamenite afere Zaliv oziroma Kocbek v letu 1970, ko se dejansko začne intenzivno prigovarjanje Kocbeka strani Pahorja, da spregovori o pokolu vrnjenih domobrancev. Naj pa tu omenim še Viktorja Blažiča, ki je na nek način tudi sodeloval pri tem intervjuju, vendar ga Pahor ni želel izpostavljati, ker je bil mlad, in imela sem to čast, da sem pred tedni lahko tudi v navzočnosti ene od svojih študent, ki se zanima za to tematiko, govorila s hčerko Viktorja Blažiča in smo nekako spominsko obujali ta čas. Sklepa pa ta razdelek prispevek Alje Brglez, v katerem med drugim
piše, kako je bila ta prijateljska vez med Kocbekom in Pahorjem navdih tudi mlajšim generacijam in drugim. Je bila velik navdih bivšemu predsedniku Republike Slovenije, ki nosi isti priimek, pa seveda tudi ne kot avtorici prispevka in doktorica Brglez je bila tudi udeležena pri dogodku vrnitve Narodnega doma Slovencem in tudi pri odlikovanju pokojnega pisatelja. Zadnji razdelek ima naslov Zapuščina zoper pozabo, v njem sta prispevka Boštjana N. Turka in Evgena Bavčarja. Kolega profesor Boštjan Turk nam nekako izriše nasprotje med kozmopolitskim svetovljanskim Trstom in megleno, vlažno Ljubljano, nasprotje, ki ga pravzaprav marsikdo izmed nas lahko občuti in se z njim strinja, no, po drugi strani pa pokaže na to upornost pahorjanskega duha in je tudi kritično aktualističen, saj se, podobno kot Evgen Bavčar v nadaljevanju, dotakne lahko bi rekli izpustitve ali vsaj po mnenju tistih, ki smo knjigo pripravili, ne prav dobre predstavitve spoštovanega pisatelja na največjem knjižnem dogodku. A to je zdaj preteklost, pred nami je knjiga, ki govori rezultati analize njegovega opusa in knjige so bile za Pahorja pomembne, verjamem, da bi se je veselil. Vem, da si je želel, da bi v obliki knjige objavila tudi nek najin pogovor, ki ga sicer še nisem, ampak želim povedati, da je bila knjiga seveda v humanistiki zelo pomembna, tisto, kar si je on želel videti na koncu narejeno. In nekaj, kar torej primaš v roke in prebereš in pravzaprav za večno ostane. In to je torej ta knjižni poklon pisatelju, zdaj, ko ga ni več med nami in tako rekoč na pragu obletnice smrti. Hvala lepa profesorici, doktorici Urški Perenič za tako izčrpno predstavitev vsebine. Kot vidimo, seveda je izredno široka razprava o Pahorjevem delu. Sami ste se z njo kar nekaj ukvarjali, profesor dr. Igor Grdina. Kakšen pa je še drugi uredniški pogled? Urška Perenič je odprla prav to vprašanje, ki je vprašanje preteklosti, predstavitve Morisa Pahorja na Frankfurtskem knjižnem sejmu. Ali se vam zdi, da je to nekakšen odmev, da se Pahorju pravzaprav nikoli ni odpustilo, da je s Kocbekom opravil intervju? Moja vloga je tukaj pravzaprav minorna, jaz sem pač pomagač šefice projekta. To, kar ste vprašali, je seveda notorna resnica. Jaz se na neki način soočam s tem že zelo dolgo časa od Enciklopedije Slovenije, jer je kmalu po osamosvojitvi bilo geslo Boris Pahor. In ni bilo mogoče najti avtorja, ki bi to napisal. Vsi so se branili, vsi, ki so bili vprašani, ne ve, ne zna in ne more. In pa je profesor Janko Kos rekel, da bom pa to jaz napisal. In seveda sem napisal s pomanjkljivo vednostjo, ampak tudi seveda z nekaj zelo malo vrstic in je bilo odmerjenih. Ne mi zameriti, takrat jaz nisem mogel teh stvari razumeti. Danes jih pa in iz tistega me ničesar več pravzaprav ne preseneti. Sej ne gre samo za ta intervju, gre preprosto za trikratni ne, trem stvarem, ki jih
pač iz različnih razlogov zavračal. Niso ti trije neji eni v bistvu ene stvari. Ne, torej Pahor ni izenačeval fašizma, nacizma in komunizma. To ne drži, da bi bilo za njega to trije obrazi istega, ampak tri entitete, ki jih je pa treba zavrniti zaradi pač fašizem. Vemo, kaj je napravo, ne, torej Pahorjeva podoba, spomin je pravzaprav goreči narodni dom. Ne, torej, vedno se vrača k temu in sreči mu je bilo dano, da je videl potem vsaj začetek vznika novega narodnega doma, novega štetja pravzaprav, ne? Kar je bil seveda velikanski premik, ker kdor vsaj malo pozna tržaške razmere, ve, da pač za en del Trsta so Slovenci, če so že, tam nekje na obrobju, ne pa v središču mesta, ne? In seveda Pahor je bil pa uporni meščan, ne? Torej, nekaj, kar je novo tudi za slovensko literaturo, ki je polna upodobitev meščanov kot zdrizanih, prilagodljivih in nikakršnih pravzaprav. On je pa meščan, ki je hkrati tudi kamejevski uporni človek. In seveda nacizem ni treba pripovedovati ničesar drugega kot prebrati Nekropolo, ki je na zanimiv način napisana, zelo iskreno, torej bitemporalno delo je to. Pahor, jaz, ki potuje na ta kraj groze in se tam sooča ne samo s spomini, torej rekonstrukcijami, ampak tudi s podoživeti, to je tisto, kar prinese pravzaprav zraven, kar je bilo tako prvinsko doživetje, da nikoli ni bilo nič drugače, ne. Drugi pisatelji, ki so o taboriščih govorili, so pogosto sebe rekonstruirali. Pahor poseže po drugačni strategiji, po tej napetosti med dvema časoma in s tem tudi bralcu sugerira, da se tukaj dogaja nekaj, ob čemer ne more biti ravnodušen. Mogoče je seveda zaradi tega to delo, kot vsa nefikcijska dela, pravzaprav malce v ozadju, ker nefikcijska dela bralcu ne dajejo samo neke dialoške možnosti z tekstom, da jo razvije, ampak mu dajo tudi avtorjev zorni kot. Torej, to je posebnost pričevanskih del. Zdaj seveda ljudje, ki v knjigah iščejo samo potrditve svojih nazorov, če se z avtorjem ne strinjajo, potem bojo takšno delo pogosto odbili. Medtem ko pri fikcijskem delu bojo pa se lahko identificirali z eno osebo. Tu ni tiste druge strani, z tistim svetom uničevalcev se noben človek, pravzaprav noben bralec ne more pozitivno identificirati. Zdaj, seveda, Pahorjevo stališče je pa res tudi brezobzirno, ko je pa človek na meji med biti ali ne biti in pokaže, kako natura sama hoče biti. In to je v praksi uresničeno tisto filozofsko vprašanje, pravzaprav je odgovorjeno, zakaj je nekaj in ni nič. Torej,
Mogoče je hkrati to vprašanje, ki mu ga zastavijo seveda drugi, z tem, da ga pahnejo v takšne skrajne razmere, ampak vendarle ne, tu je on celovit človek in najbolj uporen seveda. Tretji upor je pa seveda upor proti življenju z nepopolno resnico. Ne? Kajti neka stvar je bila tukaj zamolčana, do Sežane se je lahko govorilo o njej, potem se je kvečjemu šepetalo o njej in zdaj pomoč Pahorja, zaradi tega je pač od sina neke narodne heroine slišal, potem da sebe promovira, ampak Kozbek je bil v stiski. Kozbek je bil v stiski in ga je to seveda mučilo in Pahor mu je seveda tukaj eksistencialnem smislu olajšal položaj, seveda v političnem smislu, in to se je pa tudi sam zavedal, je bilo pa hudo, ne? Ker Kozbeka je takrat zasliševal najglasnejši šef kake tajne službe, ne? Kar je neverjetno, da šef tajne službe zaslišuje koga. Šefi tajne službe so raje neznani. Ne? Ampak to je bilo čisto ustrahovalnega značaja, ampak vendarle ne, torej, to ni šlo v tem smislu biti ali ne biti čisto dobesedno, ampak seveda na neki ravni pa je to tudi vprašanje, mislim, ker ne moreš, preprosto ne moreš dihati v laži. Ne moreš simulirati življenja, ne? Torej, to je pa tisti v bistvu tej globini tega tretjega neja, in ki so ga pač razumeli ljudje zelo različnih nazorov. In moram reči nekaj, ne, da čez osebnega stališča sem vesel tega zbornika zato, ker smo pokazali po mnogih letih, da lahko sodelujemo ljudje z različnih bregov. Tukaj so ljudje, ki so jih drugi spredalčkali ali sem ali tja, pa mi smo se lahko pogovarjali, tako kot smo se lahko pogovarjali pred 30 leti. In kakor zdaj se večinoma žal ne da. Ne? Ampak tukaj je pa pokazano, pač mogoče se bi pa dalo ob najprej določenih temah in potem seveda tudi širše. In mogoče je lahko to tudi ena velikanska spodbuda in seveda, ko govorimo o upornem meščanu, meščan je človek, ki je vedno odvisen od drugega. Ne? Torej, je človek, ki je, bi rekel, na pločniku, ne? Na pol v stanovanju, na pol na cesti, ker če si samo na cesti, se pelješ mimo. Če si samo v stanovanju, je pač utrdba, si spet lahko sam. Ne, meščan je vedno z nekom, vedno je vsaj, torej, soodvisen, ne, in to je pač, potem pa je treba izumiti znosen način sobivanja, torej tudi pogovor, ne. In zato se mi zdi ta knjiga bistvena, ne, in to je tudi ta globok smisel, seveda tukaj Trsta, ki je pokazal v nekem obdobju, kakšna bi bila slovenska književnost, če jo ne bi politika dirigirala na večini slovenskega ozemlja, ne, torej v zalivu, ki je bil zedinjena planetarna Slovenija, tako kot je profesor Pereničeva rekla, je vendarle bil prostor za vse. Ta dialog ni bil lahek. Torej, Pahor je marsikoga tudi zelo resolutno zavrnil, ko mu je tečnaro s kakšnimi nebistvenimi malenkostmi.
ampak dal je pa prostor tistim ljudem, ki drugače bi bili popolnoma brez besede. Ko govorimo o Pahorju in planetarni zedinjenosti Slovenije, morda omenim samo nekaj vrstic vtisov v branju njegove korespondence, namreč v drugi polovici 20. stoletja so njegov zaliv in njegove knjige brali ljudje na zrakoplovih, kot pišejo, ko so potovali nazaj v tujino oziroma svoj drugi dom. Pa še nekaj bi rekla, kar mi je prej nekako ušlo oziroma dopolnila. Po svoje perverzno se mi zdi, da bi o Pahorju sploh govorili o projektu, namreč Pahor ne potrebuje projektov. Potrebna je afiniteta, potreben je primorski duh in Pahor je bil samohodec, zato prihajam tudi do spoznanja, da terja prav takšno raziskovanje, ker je tudi raziskovalec samohodec, kajti ni denarja, s katerim bi se dalo to poplačati, niti kupiti. To je moj komentar še prej povedano. Hvala lepa tudi za ta komentar, ki seveda nekako nakazuje to temeljno etično naravnanost Borisa Pahorja. In doktor Grdina je omenil boje, trikratni ne Borisa Pahorja in seveda to, da je odprl prostor Borisu Kozbeku, da je odprl prostor Edvardu Kozbeku in na nek način olajšal njegovo bivanjsko, torej etično stisko. Vi, gospod Adrian Pahor, ste svoj prispevek naslovili kot neustavljiva želja po biti. Lahko bi rekli tudi neustavljiva želja po resnici. Namreč težko si danes predstavljamo ta izjemni pogum človeka, ki se je zavedal, kakšne bodo posledice te objave. Vsi vemo, kakšne so bile tako za Edvarda Kozbeka, za Blažiča in seveda tudi za vašega očeta. In ta njegova neustavljiva želja po resnici, kako ste jo vi doživljali? Torej, doma smo spremljali to njegovo ustvarjanje od nastajanja na Nekropole do tega intervjuja in vsega tistega, kar je bilo s tem intervjujem povezanega. Namreč to so bili zelo traumatični časi. Recimo mimogrede, ker je profesor Grdina omenil tudi Nekropolo in vemo, kako je s težavo nastajala, kakšna travma je bila to zanj. V bistvu je moral prehajati v neko posebno psihično stanje, da se je sploh lahko lotil te tematike in biti ure in ure sam, ne da bi ga kdo zmotil. Tako da prehajanje v tisto dimenzijo časa in prostora je bilo zanj nekaj tako hudega, da je potreboval veliko energije, da je premostil ta trenutek. Vsekakor, če se spomnim vseh tistih časov in obiskov Blažiča in Miklavčiča tudi na našem domu in seveda naših obiskov pri Kozbeku doma, je seveda bilo vse skupaj zelo, zelo boleče in tudi dolgotrajno. Namreč Kozbek se je zavedal posledic tega intervjuja in na ta intervju ni želel takoj pristati. Minila so leta in leta, preden se je odločil, da bo to šlo v tisk. Oče ga je vztrajno obiskoval in ga prepričeval. Dogovarjala sta se za določen datum, ampak seveda potem Kozbek je ta datum nekje podaljševal in se nikakor ni mogel odločiti, prav zato, ker je ta javna tajnost, kot je profesor Grdina omenil, bila vedno bolj vse prisotna in jasno pa je bilo, da če bo to nekega ne dobilo pisno obliko, bo to sprožilo velik halo. Tako da
se je Kozbek potem vendarle za to odločil. V tem pogledu je bil seveda zelo korajžen in mislim, da je bil toliko realen, da je vedel, kaj ga potem po vsem tem čaka. Ne. Zdaj, da je to nastalo, sklepam, da je bila predvsem zasluga mojega očeta. Moj oče je bil nad njim recimo vse prisoten in ga pri tem tudi nekako gnjavil. In Kozbek je prej ali slej nekako opustil. Seveda je bil intervju zelo traumatičen, bodisi zanj, bodisi za vso našo slovensko javnost in oče se je potem nekaj dni kasneje, ko se je ko je torej šla ta stvar v prodajo, podal na mejo in doživel tisti šok, ki ga je opisal potem, ne, tudi v svojih spominih na Repentago. Vsekakor lahko rečem, ja, da sta s Kozbekom potem še vrsto let sodelovala, kakor sta sodelovala tudi že prej med vojno. Bila sta bolj ali manj na isti valovni dolžini, oba literarna ustvarjalca, seveda Kozbek že uveljavljen, moj oče še na začetku svojega ustvarjanja. Pri Kozbeku je skušal dobiti zgled oziroma pomoč, da bi mu dal nekje tiste prave informacije in tudi usmeritve v to, kako naj piše. Kozbek mu je tekste pregledoval in ga seveda potem vabil v Ljubljano in mu te tekste komentiral. Tako da je oče bil, recimo, kar se tega tiče, kar vzoren učenec. Recimo, da do določene mere sta tudi soglašala, kar se tiče političnega prepričanja, čeprav je Kozbek šel potem dlje v tem svojem krščanskem socializmu. Oče je bil zagotovo bolj levičar kot Kozbek sam, to se je tudi sam Kozbek zavedal, ampak oba sta bila trn peti takratni oblasti in seveda bodisi levi opciji, kot tudi seveda cerkvi in njeni tej namreč desni opciji. Tako da sta se nekako zamerila obema stranema, ampak v tem vztrajala. Zdaj, Kozbek je šel v to s prepričanjem, da samo tako lahko koristi narodnoosvobodilnemu boju, da ustvari neko širšo koalicijo, ki bo potem temelj tudi povojni politični ureditvi. V tem se je zmotil, v tem so mu potem tudi, oziroma to so mu potem tudi kasneje očitali, medtem ko je bil moj oče vseskozi prepričan, da je ta linija, ki jo je Kozbek izbral, bila edina pravilna in to trdil vse do konca, tudi ko sva o tem diskutirala na njegovi posadi, preden je umrl, torej da je Kozbek pravilno razmišljal in da bi, če bi še enkrat šla na to, bi torej podpiral Kozbeka na celi črti. Problem je bil potem, ko je Kozbek zbolel in je očetu bilo prepovedano prestopiti mejo, ampak si ni upal. Moj oče je bil vedno zelo pod vtisom uniforme, že od časa fašizma, potem tja do nacizma in taborišč se je bal uniforme. Bal se je tudi, mama reka, da je trepetal, ko je bil zaslišan v Sežani, potem, ko je prestopil mejo, takoj po objavi zbornika oziroma intervjuja s Kozbekom. Tako da je tista prepoved najprej enoletna in potem še enoletna zanj bila močno omejujoča in tudi boleča. Ampak toliko se je potem prepričal in bil trmast, da dokler ne dobil iz Ljubljane z visokih političnih krogov informacije, da
ne obstajajo več ovire, za da bi lahko prešel mejo, ni prestopil, oziroma se niti ni pojavil na meji, ne? Tako da ni bilo govora, da bi on prišel na Kozlikov pogreb. Toliko je zameril oblastem, da recimo ne bom tvegal zavrnitve, ampak čakam poziva, ne, da lahko prestopim mejo neovirno. Z tega vidika lahko rečemo, ja, da je bil do konca trmast, prepričan v svoj prav, da je bil zelo nejevoljen, ko je tudi proti koncu življenja zmanjkala tista potrditev, ko bi mu lahko slovenska oblast nekako torej pričakoval, da bo dobil neko priznanje, da je pravilno razmišljal v tih letih povojnih, ko je on predstavljal neko opcijo na tem političnem pogledu. Ne. Ampak seveda to ga ni demoraliziralo in on je vztrajal na svoji poti in glede tega ni popuščal. Vi ste bili seveda z njim, kot ste že omenili, tudi v zadnjih trenutkih oziroma zadnjih dnevih življenja. Pred kratkim je bil predvajan film 3450 Bratom Moravjami pod Macesnovo Gorico, ki ni samo zgodba o grozljivem trpljenju, ampak tudi o globoki poslednji veri v Boga. Vseh tistih, ki so tam bili obsojeni, oziroma ki so bili obsojeni na smrt in ležali v jamah, ranjeni, pobiti. Skratka, kje pa je bil prostor za transcendentno pri Borisu Pahorju? In ali je ta prostor bil, ali je v teh zadnjih dnevih na svojih ustih ob slovesu tuzemskega bivanja imel tudi vprašanje po višjem, torej po transcendentnem, po duhu, kot to imenuje Igor Škamperle v svojem prispevku. V zadnjih, čisto zadnjih dneh je čutil to prehajanje in se vedno bolj zatekal, tako je rekla tudi sicer pomočnica k molitvi. Tudi pomočnica pravi, da sta včasih molila oba. Skratka, se je vračal v tisto obdobje, v katerem je bil vzgojen. Zadnje mati in oče sta želela, da bi on postal duhovnik. Torej, prva odločitev in želja staršev je bila, da bi on postal duhovnik, in teta Evelina, njegova pomočnica. V bistvu po tisti zaključeni koprski škofijski gimnaziji je nadaljeval v tem smislu. Doživel to krščansko formacijo, predvsem v Goriškem semenišču. Bil tam v bistvu 3 leta in vse se je zdelo, da bo v to smer tudi šel. Na kar so sledila razočaranja. Prvič sodelovanje Vatikana s fašizmom, kar je bila prva, bi lahko rekli, osebna travma in tudi zamik ali pa odstop od tistega začetnega prepričanja. Druga, še hujša, je bila taborišče, kjer je dodatno zdvomil v tiste krščanske vrednote, v katere je verjel, v katere so verjeli starši. Tako da je v taborišču, tako kot marsikateri duhovno oblikovani ljudje oziroma kristijani, zdvomil v sam obstoj Boga. Že zaradi same ideje oziroma prepričanja, kako lahko Bog dopušča, da se nekaj takega dogaja. Tako da, ko se je on vrnil s taborišča, je bil v bistvu že razkristjanjen kot človek. Ne glede na to, je po mojem tako kot marsikateremu slovenskemu literatu, ki je doživel krščansko vzgojo oziroma krščansko moralno vzgojo na začetku in potem od nje odstopil, recimo Linharta ali Cankarja, je ta vsebina, krščanska vsebina
v kateri je bil on kot otrok vzgojen, ostala in se mu v bistvu oglašala, morda celo iz podzavesti. Tako da, vsezadnje on čisto ateist ni bil, tudi če se je včasih za takega proglašal. Pravzaprav proglašal se je za bolj socialdemokrata. Zdaj, proti koncu življenja dejansko doživi ta občutek niča, ampak toliko je bil duhoven v tem svojem prepričanju in tudi sam kot intelektualec in kot ustvarjalec prepričan, da če je v življenju ravnal pozitivno, če je bil ustvarjalen, če je bil pozitivno usmerjen do sočloveka in do družbe in skušal nekako biti njen moralni vzornik in pomagati razvoju družbe same. Ne more biti v nekem življenju, če že obstaja po smrti, kaznovan zaradi tega, ampak skvečemo nagrajen. Tako da, večkrat je v tem svojem razmišljanju, proti koncu zadnje leta je veliko razmišljal, veliko študiral filozofijo, povabil na dom tudi priznane filozofe oziroma profesorje filozofije, s katerimi je dolgo diskutiral prav o Spinozi in o tem Spinozovem prepričanju, da mora po tem našem zemeljskem življenju obstajati neka druga oblika življenja, v kateri bo on dobil svoje moralno zadoščenje za vse tisto, kar je počel. Sicer v tem pogledu nekateri ožji prijatelji, ki so mu bili ob strani, ki so ga več obiskovali in se zapletali z njim pogovore, so zdvomili v to, da bi bilo to osnovano res na neki pristni krščanski teologiji. Njegov osebni zdravnik je celo trdil, da je do konca vztrajal pri svojem, ampak meni je nekaj tednov pred smrtjo rekel, da verjame v neko obliko življenja. Bil je navsezadnje, in to večkrat poudaril, religiozen, vsaj toliko kot Einstein. Je rekel, da če je naše življenje osnovano na materialistični osnovi, mora biti v svetu oziroma v vesolju neka duhovna sila, ki vodi vse ostalo, in da če je res ta duhovna sila obstoječa, se moramo njej pokloniti in nekako biti v tem pogledu kot ljudje skromni in se zavedati svoje majhnosti. Tako da, recimo, da je čisto na koncu, po mojem razmišljal o tem, je, da prihaja ne v vseobstojni svet ali praznino nič, ampak da gre naproti neki luči. Ne? In ta luč je zdaj pomenila prav neko potrditev v tem svojem prepričanju, da je ravnal pozitivno, je ravnal recimo nekje za družbo koristno. Iskrena hvala tudi za to dragoceno pričevanje. Profesorica, doktorica Urška Perenič, seveda slišali smo besede o tem duhovni preselitvi, bi rekli, Borisa Pahorja v prostor duhovnosti in duhovnega. Tudi današnje srečanje je prav to, živosti njegovega, pričuje o živosti njegovega duha, o živosti in živahnosti njegovega tuzemskega bivanja in ustvarjanja, pa izrazito govori tudi njegova korespondenca, ki ste jo vi zdaj znotraj njegove literarne oziroma pisne zapuščine prav temeljito proučevali tudi v svojem prispevku v zborniku. Kaj lahko iz seveda te analize njegove korespondence tudi v kratkih orisih zaznamo? Ja, marsikaj sem že povedala, pa vendar ta korespondenca šteje v
trenutni ureditvi in popisu, malo dostopen javnosti, približno 6000 vnosov, kar je ogromno. To je več 100 dopisovalcev, ki torej prihajajo z različnih koncev in krajev. Najstarejši dopisi sodijo v 40. leta. Naj povem, da se pravkar ukvarjam s sorodniško korespondenco, kjer si obetam tudi še kakih zanimivih pričevanj, tudi strani sina. Tu mislim zlasti na dopise njegove sestre Eveline, partizanske učiteljice, katehetine, prosvetne delavke, ki je Pahorju poslala več kot 100 dopisov, ki segajo od 40 let do začetka 90 let prejšnjega stoletja. In skozi to korespondenco, kakor tudi skozi mnoga druga pisma, ki so prihajala na Pahorjev tržaški naslov, nekako spremljamo njegovo življenjsko pot, njegovo odisejado. Zato sem omenila tudi dopise sestre, saj mu je pisma pošiljala v Bengazi, potem v Boljaku, kjer je bil ob Gardskem jezeru tolmač narednik, prav tako pa tudi v Trst. Potem ta korespondenca seveda ponikne v času, ko je bil pač poslan v različna taborišča in se spet nadaljuje od njegovega, kako bi rekla, ponovnega rojstva v pariškem predmestju, kjer se je zdravil v sanatoriju, pa potem vrnitve v Trst in se potem zgošča v tej povojni odisejadi. No, prav danes sem potem napisala en prispevek. Torej, en tak zelo dragocen segment je ta sorodniška korespondenca. Potem so tu dopisi literarnih zgodovinarjev, kjer bi izpostavila, ker smo danes v prostorih Matice, Jožo Mahniča, ki je bil tudi Pahorjev somišljenik. Pahor ga je izjemno cenil in mu zaupal pisanje spremnih besed. In Mahniča omenjam tudi zato, ker se skozi to korespondenco kaže, da je bilo več dopisnikov članov tako imenovanega Kocbergovega kroga, ki so po vojni imeli nemalo težav na svojih poteh. Mahnič denimo na akademski poti, vemo, že zelo v letih je postal tudi predsednik Slovenske matice. Tako da vse poti nekako vodijo ne samo k Pahorju, ampak tudi ta širši Kocbergov krog. Potem so tu še drugi somišljeniki, kjer je že omenjen Janez Gradišnik, pripravljam tudi izdajo njegove korespondence in bi tu omenila tudi oba sinova, ki sta mi nekako podobno kot Pahorjev sin dala nek poseben življenj in to zelo cenim in se temu ponižno klanjam ter se veselim dela. No. Potem so tu intelektualci različnih poklicev, od inženirjev do zdravnikov, ki so šli denimo v Švico. Če omenim Matijo Tumo, pa Vlada Kresnika, patologa, zdravnika, ki je bil v Ljubljani na medicinski fakulteti pravzaprav onemogočen in njegova velika bolečina je bila, da je moral v tujino, tako da s Pahorjem, tem velikim srcem v mestu v Zalivu, vzdržuje stike. Potem so tu malo poznani ljudje, raztepeni po celem svetu, ki naročajo Pahorjev Zaliv. Zlasti gre za dopise potem v 70. in 80. letih. Potem so tu kulturni novinarji, predstavniki različnih medijev. Izmed tujih avtorjev morda omenim Petra Handkeja, ker zdaj tu zrem tudi v doktorja Bavčarja, ki je s Handkejem tudi v stikih. In Handke denimo piše Pahorju v polomljeni slovenščini, kar nam veliko pove, ne? Da se je vendarle toliko potrudil, da ga je naslovil v njegovem maternem jeziku. Zanimiva je tudi korespondenca s Fulvijem Tomico, s katerim nista bila v najboljših odnosih zaradi širše poznanega romana. Potem so tu pisma tudi Slovencev, denimo v Avstraliji, teh je kar precej. In en zelo velik segment korespondence predstavljajo francoski
dopisniki, tako ženske kot moški, novinarji, prevajalci. Tu so tudi borci za pravice narodnih manjšin oziroma manjšinskih jezikov, ki so v Švici, denimo tudi nekateri delujejo, vse bil Pahor tudi zelo aktiven v društvu za ogrožene jezike in kulture. No, to je nekaj takih pomembnejših segmentov iz korespondence. V nadaljevanju bo seveda sledilo še nekaj objav. Naj pa povem, da s profesorjem Grdino v reviji Zvon, ki jo izdaja Celjska Mohorjeva družba, že kar nekaj časa izdajava serijo strokovnih prispevkov, ki prinašajo rezultate iz te analize korespondenčnih virov in v pripravi je tudi nov zbornik in tudi dve znanstveni, avtorski znanstveni monografiji. Zelo pomembno se mi zdi, da Pahorja zdaj, ko ga ni več, ohranimo na površju, se pravi, da ne potone v preteklost. On je živel predolgo, da bi si lahko dovolili, da zdaj preteče več desetletij, preden se lotimo obravnave njegovega opusa. Hvala, ker ste seveda iz tega kratkega povzetka tako izredno obsežne korespondenčne zapuščine zelo nazorno pokazali, kako široko je bilo to dopisovanje in seveda je bil neke vrste most med Slovenijo oziroma takratno Jugoslavijo in Zahodno Evropo, med matično domovino in seveda diasporo in kako zelo pomembno vlogo je ta njegova korespondenca v tistem trenutku, ko je meja tako ostro zarezana, seveda pomenila. Profesor dr. Grdina, če pa vi ste govorili o 3 nejih, mi pa lahko tudi rečemo, da Borisa Pahorja zaznamujejo 3 E. Prvi je Eros. Sam gospod sin Adrian Pahor je zapisal, da je rekel, človek lahko doseže milost in božanskost samo prek ljubezni. Drugi je etos. Marsikaj o tem smo že danes povedali. To je ta zaveza k resnici. In tretji E je etnos. Torej njegova neizmerna ljubezen do slovenskega jezika, naroda. In naj, če mi dovolite, prebrati odlomek, ki ga je zapisal leta 1989. Moralno silo mi daje prepričanje, da je slovenstvo spet v nevarnosti, čeprav drugače kot v preteklosti. To novo, silno nevarnost vidim v tezi, da je narod nastal s kapitalizmom in da bo z njim odmrl. V oklepaju zapiše Kardelj. Pa v tezi, da bodo socialistični družbeni odnosi ustvarili proces, ki bo, navaja, postopoma vnašal nacionalne forme, obče človeško vsebino in s tem opravljal veliko delo pri zbliževanju in spajanju narodov, ne da bi uporabljal nasilje nad stvarmi. Navede konec Kardeljevega citata. In potem komentira. Izraz spajanje sem seveda podčrtal jaz. Dovolim pa bož, pisal je namreč Jožetu Javoršku, dovolim pa bož, da se takemu absurdu upre cela moja nespametna mediteranska pamet. Vse se vendar nismo dokopali do svoje narodne identitete zato, da bi se zdaj brez nasilja spojili z drugimi narodi. Profesor dr. Grdina, to so besede, ki enako nagovarjajo tudi na današnji čas, seveda. In tudi to je razlog, za kar je rekla profesorica doktorica Urška Perenič, da se moramo z Borisom Pahorjem ukvarjati zdaj taki. Gotovo se moramo ukvarjati z njim, mislim, to je moralni imperativ, zaradi tega, kar je on napisal in seveda zaradi tega, kar je doživel, kajti to je
naše 20. stoletje. Zdaj, je veliko še širše pravzaprav. Profesorica je omenila takšno korespondenco, ki verjetno, da je najtehtnejša sporočilno. Ampak ob tem so pisma, kaj se vem, Michelle Morgan, ona bi bila prva kandidatka, da bi v Casablanci igrala glavno žensko vlogo, Potem je v naslednjem filmu tiste v Marseille je pa igrala ona, Recimo potem ena izmed največjih pianistk 60. in 70. let, še danes obstajajo posnetki v nemuzejski prodaji, torej primka se zdaj ne bom spomnil. Hočem povedati nekaj, da še pred tem velikim boomom njegove literature je on kot človek uresničeval tisto, kar je potem pozneje kot pisatelj. Torej, ko bomo delili pri pisateljih življenje in delo, tako po šolsko, pri Pahorju te delitve ni, Te delitve ni in seveda on je toliko poseben pisatelj, da je že zaradi tega zanimiv praktično za vsakogar, čeprav iz različnih razlogov. Za nekega literarnega znanstvenika, recimo zaradi tega edinstvenega načina pričevanja. Zaradi tega, kak je pisal tudi dnevnike. On jih ni pisal tako sproti, ampak jih je pisal izrazito nedatumsko, tisti dan, ko napišeš datum, pač pa to napišeš, ampak jih je aktomsko pisal takrat, ko se je nekaj zgodilo, pač prav pisal to mesec dni ali 2 meseca pozneje, ampak je imel pa sproti kakšne zapiske. Potem navsezadnje, ko vidite to goro dokumentov, vidite seveda tudi ohranjuje dobesedno vse, tudi neke račune, tudi korespondenco, ki bi jo vsak drugi uničeval. Kajti ko je izšla Zatemnitev, so sorodniki Stanka Vuka bili zelo nejevoljni in so pisali, da se usti. Pa se ni nič usto, ampak je napisal tako, kot je bilo. Se je večkrat pojasnil, katere stvari je spremenil. Zakaj bi se recimo konstruiral, poskušal se predstaviti kot nekdo drugi, njem ni bilo nič Gombrowicza recimo, ker Gombrowicz v dnevniki je izrazito takšen, da se avtor konstruira. Avtor ni bil takšen, medtem ko Pahor je pa, to smo lahko prepričani, da je sebe dojemal kot takšnega, kot se je seveda opisoval. Ne tudi to, da bi, on je verjel, da je mogoče sodelovanje med komunisti in kristjani. Slovenska zgodovina govori drugače. Ena stran je bila vedno potegnila kratki konec in zanimivo vedno ena in ista. Ne enkrat eni, enkrat drugi, kar bi bilo verjetno. Torej, tega ni poskušal recimo prikrivati. Torej, to, da je on imel do Jugoslavije tudi odnos, ki bi ga pač nek političen človek v samostojni Sloveniji ne bi priznaval. Torej, on je videl pozitivnost Jugoslavije za Slovence v Trstu. Kajti to moramo vedno razumeti, kar ste tudi seveda poudarili, da je on ni pričevalec samo o sebi in ni tisto, kar so
avtorji literature eksistence, praviloma, ne, torej o svoji vrženosti v svet, ampak je seveda to naredil tudi za svojo skrajno ogroženo skupnost, za tiste, ki jim je pripadal, ne. Torej, to je literatura, torej posebne vrste. To ni neko zabavno branje za pred spanjem, ampak za premišljevanje. Ampak to je napisano v jeziku, ki je pristopen vsakomur. Lino Legiša, ne, ki je tudi eden izmed pomembnih korespondentov in tudi lektorjev, ne, pred Gradišnikom, mogoče še seveda z nekim drugačnim posluhom za torej posebnosti Pahorjeve, ne. Zanimivo je napismo, ki primerja Rebulov pristop nekega laboratorijskega jezika, ne, ki je torej neko popolno mojstrstvo, nek poseben jezik, in na drugi strani Pahorjev jezik, ki ga lahko imamo za nek ekvivalent, knjižni ekvivalent jezika tržaških slovenskih intelektualcev. In recimo Legiša je prerokoval, da bo tudi Rebulov moral priti na Pahorjevo stališče, ker je tisti preveč umeten jezik. Torej, vemo, da se to seveda ni zgodilo, ampak tukaj v tej korespondenci so taki biseri in takšni zakladi in res koncentrirana pač slovenska književnost na precej obvladljivem prostoru. Lahko jo vidimo, ne. Vidimo torej književnost slovensko v dialogu, torej v neki izjemni poziciji, kajti dialoška pozicija na Slovenskem ne samo po drugi svetovni vojni, ampak tudi že prej ni bila ravno prva izbira slovenskih pisateljev, ko jih danes gledamo, tudi ni videti tega. Jaz moram reči, ne, da ko sem bil nekaj časa kurator za frankfurtske reči, sem pač predvidel na koncu veliki finale, ne, ker je naslednja dežela gostujoča Italija, da bi bil pač tisti dan posvečen Pahorju, z udeležbo pač tudi predsednikov, za katerega smo takrat mislili, da bosta bivša predsednika, ampak ki sta se veliko potrudila, ne, zlasti okoli Borusa Pahorja, bi potem videli, če bi bil tudi italijanski komisarjev za Frankfurt naslednje leto oziroma letos imel takšen govor, kot ga je potem imel, ker mislim, da bi bila navzočnost takšnih ljudi to preprečila. Ampak, ljudje so bili bolj pametni, ne. Tako pač je, ne. In sam si to hotel, Georges Dandin, ne. No, kakorkoli torej obračamo in tu me potem nekdo iz ekipe vašega sponzorja današnjega večera vpraša, pa vi res mislite, da je Pahor dober pisatelj? Ni bi bilo treba vprašati, da bi tega vprašati, da bi vedel, da se oni to sprašujejo, ker potem so ga odrinali v stripovski lik, ne, komiks, ne, je bilo to, ne, in tako dalje, tako naprej. To so pravzaprav mučne stvari, ampak redno nas bojo vprašati, pa vi res mislite, da je Boris Pahor dober pisatelj, ne? Kaj češ takemu povedati drugega kot ja, ne? Nimaš kaj drugega reči, pravzaprav, ja, vredno ga je brati in to, kar ste vi izpostavili, te 3 E-je, tukaj so ti nivoji, ampak
ampak je še marsikaj seveda drugega, ne. Torej, mene je fasciniralo pravzaprav to, recimo v romanu V labirintu, kako se je on ognil tako zelo vabljivim temam, ker je bil prvi vozil hladne vojne, ampak njega ni to zanimalo. Njega so zanimali on in skupnost, ki on pripada, ki se ponovno vzpostavlja v javnosti v tem labirintu. Ne? Mislim, nič si izmišljati, da so tukaj delovale toliko in toliko tajnih služb, kot mogoče nikjer drugje v tistem momentu. Ne, njega to ni zanimalo, ni privlačevalo, ni se mu zdelo tudi bistveno. Ne? Kdo bi ravnal tako? Vidite, tu je poseben pisatelj, ne? In potem s svojim tistimi sredstvi, ki jim je imel na razpolago, zaliv vzdrževati, ki so ga dobesedno švercali, kot v partizanskih filmih, v otroških vozičkih, ne? Pa so bili krožki. Jaz nisem vedel, torej 2 moja profesorja s celjske gimnazije sem našel v tej korespondenci, da sta bila v nekakšnem Pahorjevem krožku. Ti ljudje so si sposojali zaliv en drugemu, ker jih je malo prišlo v Slovenijo. Ne? Ampak imamo dokaze in zdaj jaz tudi razumem, zakaj je bil moj profesor slovenščine upokojen z 31 leti službe. Ne? Mogoče je pa kdo le vedel. Več še, kajti stene so imele ušesa, no, tisti, ki je bil pa umetnostni zgodovinar, je moral pa, kot je sam rekel, ob veliki šolski reformi avtomehanike začeti učiti slovensko, torej umetnostno zgodovino. Ne? Skratka, potem vsak zakaj nekje dobi torej, svoje zato, oziroma vsak tolkač svoj mož najde. Hvala lepa. Veliko smo govorili seveda o Borisu Pahorju v Trstu. In veliko smo govorili o Borisu Pahorju v matični Sloveniji, tudi tu na Slovenski matici. Veliko je danes tudi z nami seveda avtorjev, ki so prispevali svoje prispevke k zborniku Trsto je tam, kjer je Boris Pahor. Pa vendar dovolite, da preda besedo prav enemu, tistemu, ki je pomemben za tudi širitev Borisa Pahorja v mednarodno francosko okolje, literarno. In da zdaj ne govorim doktorja Evgena Bavčarja, da seveda tudi on doda morda zadnjo besedo k današnjemu dogodku z svojim pogledom Pahor v Sloveniji in v tujini. V 70-ih, 80-ih letih in seveda tudi danes. Najprej bi se najlepše zahvalil gospe duši Slovenske matice in obenem tudi čudoviti filozofini, ki jo imam priliko poslušati v jutranjih oddajah Duhovna misel, ker čutim njeno ljubezen do Antike. Zahvalil se bi tudi, da mi je kot prva nekako ponudila izdajo mojih tekstov. Nisem se še odločil zaradi takih razmer, kot so v Sloveniji, o tem bom kaj več povedal. Namreč moji teksti so pisani po evropsko in se ne spuščajo v tiste strašne polemike slovenske nasilne, tako da danes se tukaj zelo lepo počutim, ampak počutim se kot oblegani Slovenci v taboru, okrog so pa sami janičari. To je pač zame malce
Slovenska matica je pač sveti kraj in ko bo to možno, ampak bom poskušal najprej izdati v tujini, pač zaradi določenih razlogov, da ne bili pritiski, da tudi govorimo o slepih in slepih se slabo dogaja. Tudi tukaj vodim borbo, so mi pa odprti v Nemčiji v določenih revijah. Torej, zahvalil bi se gospe Fridlovi, da mi je predlagala, sem zelo ganjen in seveda ona je ta prva na vrsti, če bo kdaj to je šlo v slovenščini. Sem pač kot prvi pisal o slovenski literaturi na Koroškem, v francoščini, o tržaški literaturi sem prvi pisal v francoščini, pisal sem o Sloveniji, pisal sem za enciklopedijo francosko, o Sloveniji. Skratka, bil sem prvi in tudi takrat spoznal Pahorja, gospoda Pahorja, leta 1986, ko je nastopil kot tak preganjani berač, tam v Parizu ga je pripeljal Aleš Dokar, mi je bila predstavo, in v bistvu sploh ni bil povabljen na tisto slovito prireditev Trolet Trieste. Torej, bil je persona ingrata, ampak zdaj, kar mene najbolj zanima in v tem smislu bi res čestital gospe Perenič, da vztraja pri tem, kar je obljubila Borisu Pahorju, da vztraja brez kompromisa, kljub pritiskom in to celo od strani, kot mi je pravila, akademije. Jaz sem sam bil celo življenje član take znanstveno-raziskovalne skupine v okviru SNRS-a, to je Nacionalnega francoskega centra za znanstveno raziskavo. Z mano so bili v isti skupini Cvetan Todorov, dobili smo obiske Arnaud Brigreja, recimo z nami je bil Raymond Belur, ki je bil oseben prijatelj Rolanda Bartha. Jaz sem tam deloval in nikoli se ni postavilo vprašanje avtorstva kakšnega raziskovalca, ki prinesel kakšno novo idejo. Delali smo pa na najbolj naprednih stvareh v estetiki 20. stoletja pod različnimi direktorji. Globoko obžalujem vse te šikaniranja in pritiski na študentski način, na profesorcev, ki je pač ostala zvesta svojemu etosu, svojemu odnosu do Pahorja in dani besedi. O tem besedi tudi jaz tako pričam, ker je tudi meni govoril o profesor Pereničevi, da je zaupa, poleg tega, da je nekako v empatiji z njegovim delom in to mi je tudi govoril še zadnje tedne pred smrtjo. Mogoče bo sama profesorca kaj več povedala. Torej, v svojem tekstu nazivam Borisa Pahorja paradnega konja. Ta ideja ni tako nedolžna, veste, jaz sem to idejo dobil pri predsedniku Osvobodilne fronte in tudi mojemu prijatelju preko Jožeta Javorša, Josipu Vidmarju, ki mi je rekel, veste kaj, mene so naši komunisti uporabljali za paradnega konja. Ponavljam, mene so naši komunisti uporabljali za paradnega konja. To mi je povedal, da na več srečanih privatnih sem jih imel z njim. In zakaj mi je prišel na misel ta izraz? Ker Borisa Pahorja so vedno znali uporabiti, takrat, ko bo treba kaj prebijati, kakšne predsodke, odpirati poti, to se pravi na italijanskem področju, do časopisov in tako naprej. Zdaj se to nekako zapira, ker imamo kakšne tazga, ki bi lahko rekel, jaz bi pa napisal članek za Corriere della Sera in se ne da kar tako. On je prišel do vsakega novinarja, recimo René de Secati, ki ga bom tudi obvestil, to, kar se dogaja zapuščini Pahorja, nekakšni pritiski, kako je treba v obrambi, v moralni obrambi tega, česar nam je pustil in pustil nam je ogromno, da bomo še generacije ugotavljali pač to, kar nam je zapustil, ampak deloma se pa že dogaja tisto, kar moj pokojni prijatelj Kundera Milan imenuje izdani testament. Od strani nekaterih, tukaj ne mislim nikoga.
tem smislu. Za Pahorja velja, da recimo je treba, in to profesor Perenič to globoko čuti, kar je izjavil Sartru Dedijer v enem intervjuju. Dedijer mu je rekel, veš, treba se predvsem čuvati smrtnega poljuba institucije. Ta smrtno poljub so hoteli dati profesor Pereničevi in ona se ga je obranila. Obranila se ga pa zato, ker brani človeka z izredno etiko, mislim pokojnika, ki je postavljal na vse ljubezen, to se pravi bistvo krščanstva, ljubezen, ampak tisto evangelijsko in pa kot filozofijo, ko je bilo prej ravno govor o tem, dva sva veliko debatirala Spinoza, Baruch Spinoza, to je imel zelo rad. Kar je zelo pomembno pri književniku Pahorju je tudi, da v Franciji so ga sprejemali najbolj imenitni ljudje iz levice, tako rekoč, se pravi Mounier, ki je bil prijatelj od Kozbeka, njegova gospa mi je govorila o Kozbeku, Domenak, ki je ustanovitelj revije Esprit, potem pa sloviti pisatelj Vercors, ko vsi poznamo. To je bil tudi izredno naklonjen Pahorju, prebral je Nekropolo, to mi je povedala njegova gospa, ko je prišla na predstavitev te knjige v muzeju Lili v Parizu. In še cel kup drugih, kar je že bilo omenjeno tudi od tega združenja obramba malih narodov in manjšin v Evropi. Ampak obstaja v Franciji še cel kup posnetkov na radiju, ker smo imeli tam prijatelje novinarje, ki so se navdušili nad Pahorjem in so bila stalno gosta. Meni je celo svetovalka François Mitterranda, Laure Adler, dala belo karto, to se pravi 5 svobodnih oddaj po 1 uro na France Culture, in sem takrat imel v direktni povezavi s Pahorjem intervju v francoščini celo uro. Celo uro smo govorila o problemu slovenske literature v Trstu. Odločila sva se pa tudi, da začnemo pot v Franciji, mogoče se bo dalo prek Francije prideti v Italijo, še kam drugam, ker je bila recimo Italija popolnoma zablokirana. Jaz sem pisal v Adelfi, založbo Adelfi, sem pisal Magdecu, sem pisal več znanim. Celo recimo Moravi sem govoril v Parizu, pa Roberto Calasu, direktorju Edition Adelfi. Ampak čeprav je bil komitej odločil, da je to odlično delo, Nekropola ga niso sprejeli, šele potem, ko so ga sprejeli v Franciji in Nemčiji, so pa tudi Italiji. No, potem so pa tudi pri nas saj navidezno, mislim, ker opažam, da tisti, ki smo Pahorja zagovarjali takrat pred davnimi leti, kar nas še je, da isto bomo ga morali zagovarjati še naprej oziroma predati to baklo naslednjim generacijam. Ker meni je rekel večkrat, veste kaj, dragi prijatelj Bavčar, meni komunisti niso nikoli pustili tistega intervjuja s Kozbekom. To sem zelo dobro poznal tudi, ker sem bil prijatelj z Matjažem Kozbekom, to se pravi sin Edvarda Kozbeka, ki je šel z mano isto leto v Francijo, spremljal svojo ženo, ki je dobila štipendijo od francoske vlade, tako kot jaz. Pri Pahorju moram še bolj poudariti tudi recimo to, kar je prej povedal njegov sin, in to mu čestitam. Njega je bilo strah, seveda je bilo strah, recimo, a veste, kako se lahko nekdo počuti, ko mu ženo intimno pregledajo, udba, intimno pregleda, in to se pravi sestra narodnega heroja, pa nečakinjo, zdaj bomo rekli bolj moderno, ker imamo pač s tem opraviti Slovenci, nečakinjo možakarja, ki je napisal melodijo za slovensko himno. To je treba
misliti na te stvari, na te korelacije in potem se začne drugače kazati ta kontekst dela književnika Borisa Pahorja. Spominjam se tudi, ko je bil v Argentini in takrat je imel izredno spravn želje in ko je njemu rekel en bivši domobranc, pisal se Obranc, to se še zdaj spomnim in sam povedal, je rekel, veste kaj, slovenske krvi ni bilo škoda ne na drugi, ne na eni strani, ampak ko je govoril o tem domobranskem pokolu, je pa rekel, peljali so fante kot v klavnico, ne? Brez kakšnega olepševanja. In takrat sem si je zapomnil in se je odločil, da bom tudi to šel obiskati dol na Kočevskem, ker to postaja nekako aktualno, ne samo po Borisu Pahorju, ampak tudi po trmastem vztrajanju v odsotnosti pietete, namreč kakšna je razlika med kulturo in omiko, to je povedal en profesor iz Tolmina. Kulturo imajo tudi kakšni narodi, ki smatramo tako malo zadivje, recimo na Borneu pa na Sumatri, imajo svojo kulturo, ne? Kaj pa je kultura, to je pač oblika različnih pravil in tako naprej. Omika pa je, če nekdo pade s kolesa, rekel ta profesor in ga ti pobereš, to je pa omika, no. Slovenci smo zelo kultivirani, počasi bolj malo omikani, ne, tako v tem smislu, ne. To je tudi občutil sam Boris Pahor. In se spomnim, da ko sem hotel študirati Pahorja, da sem ga predstavljal po Franciji, ne, pa na radiju in tako naprej, sem moral na šverc nositi kasete v Italijo, ki je sestra posnela, na Zveji slepih ni bilo nič posnetla in seveda cariniki niso znali brajbe pisave, tako da je šlo skozi, ne. To sem nesel tudi čez, recimo, razne prepovedane stvari v tistih časih, zdaj pač na to pozabljamo. In tam je pa zdaj še bolj pretresljivo, se mi zdi nekako, da se je v nekih čudnih globinah zbudilo neko tako prikrito maščevanje do idej Pahorja in da iz tega izhaja tudi recimo tak pritisk na profesor Perničevo, ki ostaja zvesta tej liniji, kot je nakazal Boris Pahor, ker je pač to edina možna linija, ne? Drugih ni in tukaj so težki problemi, da bodo sprejeli njeno avtorstvo, to, kar si želi, da čestitam sinu, da je dal ekskluzivnost uporabe dokumentov profesor Perniču, res mu čestitam. Mislim, če oče gleda iz transcendencije, bo zelo zadovoljen. Torej, to lahko samo potrdim. Kar me pa zelo skrbi, da se skuša Pahorjevo misel nekako revizionirati in tako naprej. Včasih so na radiju rekli legendarni Boris Pahor na radiju Ljubljani, ne. Zdaj, recimo, ko so obletnice, ne slišim več besede legendarni Boris Pahor, ne. Zelo hitro pozabimo, ampak zelo hitro pozabimo, zakaj? Zato, ker če bi upoštevali Borisa Pahorja, gre marsikomu pol glorije proč. Ta izraz je večkrat uporabljen. Polovica glorije. In to se dejansko dogaja. To se dejansko dogaja, da so nekateri ljudje ogroženi, ne, s to veličino nekega duha, ne, in da imajo občutek, da je tako ogrožal njihovi majhni, malomeščanski ali ideološki gloriji, ne. To je zelo pomembna stvar. Da ne bom predolg, sem pa pripravljen tudi na kakšno vprašanje odgovoriti, še nekaj podal. Recimo, ko bodo zbrani vsi podatki o vseh oddajah, ki so v francoščini, recimo, to je na France Culture, na France Inter, ko bodo imena novinarjev, nekateri že ni več, so že pokojni, tukaj, kateri so vse pisali, se bo Slovenija lahko samo čudila, kako da je bil lahko tako prisoten v določenem trenutku v Franciji. Poudariti moram, da
takrat, ko je šel Alamut pri založbi Febis, sem jaz gospoda Sikra kontaktiral in mu predlagal, da izda Spopad s pomladjo. In Spopad s pomladjo bo sprožil ta glas, da je potem tudi Nekropolo za sabo in veliko člankov. Se pravi, Alamuta je pa izbrala za prevod, torej imela izredni literarni smisel, velik pisatelj, gospa Mihelič. Mihelič je zbrala in potem je odkril to profesor Castanju, o katerem nihče več ne govori v Ljubljani, pa je on nesel to profesorjeva senojo, da je prevedel francoščino. Še veliko več stvari bi bilo za povedati. Recimo, ko so meni Nemci snemali dokumentarni film, so pa vabili na mojo željo tudi Borisa Pahorja in ga vidite v filmi, kako se sprehajava ob morju. Tudi takrat, ko smo šli v Štrutov, v to taborišče, sem rekel direktorju, če lahko povabijo tudi Borisa Pahorja, da bo govoril v Strasbourgu o Nekropoli. In takrat smo tudi prvič šli v taborišče, smo obiskali taborišče, to je bil prvi obisk, je odprl cel kup obiskov. Danes imajo tam moje fotografije, ki sem jih slikal po noči, so mi dovolili in seveda tudi moj poklon v Sloveniji, ko sem nesel tja slovensko zastavo za tiste Slovence, ki so umrli v tem taborišču. Skratka, stvari je veliko, ampak tisti Slovenci imajo vsaj nagrobnik Borisa Pahorja, recimo Osa Omiljata, ponižane kosti. Ne vem, če je še tak nagrobnik na Kočevskem, recimo, ponižane kosti in tako naprej. To so pač druge stvari, ampak glavnem Borisu Pahorju je bilo veliko do tega, da se ne pozabi to, kar se je dogajalo, čeprav je on bil na stališču osvobodilnega boja, to se vsekako s tem strinjam, ne pa z komunistično ideologijo revolucije, to pa absolutno ne. Mislim, če pač govorimo o političnih, ampak bolje bi bilo, če bi o Borisu Pahorju še veliko več govorili o literaturi, kar bo zelo težko, ker recimo Slovenija je tako neučakana v političnem dozorevanju, da se najprej ideološko vse obravnava, šele potem se začne estetika, lepota, vprašanje biti, ne biti in tako naprej. Jaz se spominjam še svojih študentskih let, kakšni napadi so bili na Heideggerijanci in tako naprej, medtem ko tega na Sorboni ni bilo, tam so profesori svobodno govorili, kot so hoteli in na tak način. Treba bi bolj tudi še odkriti nekatere manj znane prijatelje od Borisa Pahorja, jaz imam naslove, pa novinarje, čeprav ne vem, zdaj še živijo ali sploh, ampak bi bilo tega ogromno. Slovenija bi se bolj zanimala, da bi dobila arhivske posnetke, ki obstajajo v Franciji, v Inštitutu za nacionalno televizijo in radio, tam, kjer so pač večkrat nastopala. No, to bi bilo čisto na kratko, mogoče se opravičujem, če sem kaj spustil, marsikaj sem spustil, ker sem da tako stisnil to. Skratka, sem ponosen, da sem pač takrat verjel v estetiko Borisa Pahorja, ko so ga vsi zavračali in vidim, da je vedno bolj aktualen in se zahvaljujem vam vsem skupaj, ker ste pač iskreni prijatelji lepote, tiste lepote, ki z Borisom Pahorjem rešuje slovenski svet. Hvala, gospod. Zdaj pa bi, če lahko povabila k besedi še avtorje prispevkov, nekateri ste prišli in se vam lepo zahvaljujem. In da ne pozabim, bi se rada zahvalila tudi Inštitutu Nove revije, ker sem tam, tudi direktorja, imela priložnost posneti tudi nekaj intervjujev s Pahorjevimi dopisovniki.
opisovalci, med njimi je bil tudi gospod Janez Bizjak, videla sem, da je prej bil tu, pa je najbolj odšel, tudi, kje je? A je še tu? Ki je bil tudi zame veliko odkritje in je eden od tistih, ki je sodeloval s Pahorjem, mu tudi oblikoval knjige in bi seveda tudi njega povabila besede, če ne bi kaj povedati, pa kot rečeno tudi avtorje prispevkov. Hvala vsem, ki ste prišli. Lahko sklenem z obljubo in tu se nekako moj današnji govor konča, da bom zavezo, ki sem jo dala, seveda izpolnjevala še naprej. Izvolite. Mislim, da smo bili že kar dolgi, tako da, če bi res izrecno, gospod Turk, izvolite, doktor Turk. Ker, če se prosim pridružite na odru, ker se dogodek snima. Lep pozdrav vsem, poseben pozdrav, organizatorjem tega dogodka in Evgenu Bavčarju. Jaz bi se zahvalil vsem in povedal dve stvari, s katerima sem bil izzvan in ker smo v zgodovinskem prostornem času, se mi zdi, da sta pomembni. Dotikata se pa Slovenske matice, namreč natančno 20 let nazaj, sprav to bo tam 1. 2. oktobra je bil ob 100. obletnici Edvarda Kozleka v Tivoli odprt spomenik, ki še danes vidite. In tu mislim, da v sosednjem prostoru v tajništvu mi je rekel omenjeni Joža Mahnič, če se pogovarjala, takrat mi je rekel, gospod Turk, še celo življenje pred vami, zdaj tega že malo manj, ampak je rekel, veste, Kozlek, jaz sem to vse poznal, njemu so rekli, da podpiše dolominsko izjavo, če ne bo podpisal, jo bodo peljali na konec jase in se ve, kaj se bo z njim zgodilo in v tem pritiskom je to podpisal. To mi je povedal Joža Mahnič v tajništvu. Druga stvar, ki jo je omenil Evgen Bavčar, moram potrditi iz spominov svojega očeta in iz mojih ranih otroških let, Josip Vidmar. Namreč moj oče je bil profesor in kardiolog in je Josipa Vidmarja, mislim, da je bil eden od njegovih zdravnikov in Josip Vidmar je vsak razgovor, ki je oče poskušal iz tistega časa. Danes imamo na razpolago nešteto informacij, vse vemo, pa takrat ni bilo nič. Oče je poskušal, nekako moja leta je poskušal iz njega dobiti, kaj je bilo z Osvobodilno fronto in z domobranci in vsem tem, o čemer je nekaj vedel, pa se ni upal reči in je rekel, veste, doktor, jaz ni bilo v času, in tu se pridružujem Evgenu Bavčarju, ni bilo v času tistem človeka, ki bi imel manj možnosti in oblasti in vplivati na karkoli in ki bi bil bolj papirnat tiger, kot sem bil jaz. Zdaj vidim, da to 50 let od tega je to nekako bilo resnično, kar mi daje neko pogled v to strukturo te organizacije, ki je Slovencem, kot v moji zadnji knjigi pišem, Letniki svobode, povzročila ogromno gorja. Ampak, gledajte, če je Boris Pahor, ki ga zdaj tule vidim, ga imamo spomnil, tako kot da bi govorila te njegove oči, ko me je gledal, če je Boris Pahor, temo vprašanje je to, kaj se mi lahko danes naučimo od Borisa Pahorja, kaj nam Boris Pahor danes lahko da in da nam ogromno. V času, ki ga živimo, samo pogledajte, kakšen je bil odnos do njega leta 2013, ko imamo 100. obletnico ali pa danes, tako rekoč 10 let nazaj, to, kar je rekel gospod Bavčar, legendarni Boris Pahor, ki je danes legendarni, drsimo v nek popoln totalitarni čas. Čas, ki je izredno podoben po strukturah in konturah, ki jih vidimo v času 30 let 20. stoletja. Dajte, Charles Baudelaire je pisal o svetilnikih. Mislim, v tem času se Slovenci nimamo na veliko stvari upret, v času, ki prihaja. A mislim, da se lahko premo na Borisa Pahorja. Zato sem še enkrat hvaležen kolegici profesor Pereničevi za to knjigo in vsem vam, ki ste se tukaj izbrali in vas lepo pozdravljam z najlepšim spominom na Borisa Pahorja. Hvala vam.
še morda kakršnokoli komentar? Izvolite, gospod Remo. Samo zato, da bi se zahvalil obema urednikoma, v prvi vrsti gospe Perinič pa prijatelju Jure Gordini, da sta me privlekla v to odisejado. Verjamem, da to današnje ni edino, je pa prva predstavitev. Spodobi se in verjamem, da je to že v mislih tudi urednikov, da bi tudi v Trstu prišel do predstavitve in mogoče celo na osnovi knjige tudi, ne rečem nov simpozij, ampak pogovor poglobljeni na osnovi tega, kar je bilo tu že zapisano, spravi vabim vse navzoče, da si knjigo preberejo, vanjo zamislijo in sodelujejo pri nasledkih te odisejade. Hvala. Tako, morda še kdo? Potem pa dovolite iskrene besede zahvale sinu Borisa Pahorja, gospodu Adrianu Pahorju. Obema urednikoma današnjega zbornika, ki smo ga danes predstavljali, profesorici doktorici Urški Perenič in profesorju doktorju Igorju Grdini. Iskrena hvala tudi doktorju Evgenu Bavčarju, ki je z nami delil spomine tudi na Pahorja v mednarodnem prostoru. In seveda obema referentoma, ki sta svoje prispevke objavila v zborniku, profesorju dr. Boštjanu Turku in gospodu Ravelu Kodriču. In seveda predvsem iskrena hvala vsem, ki ste prišli in tako dolgo vztrajali danes z nami. Profesor dr. Boštjan Turk je rekel, kaj je pravzaprav poslanstvom Borisa Pahorja danes. Morda odgovorim z besedami, nosite njegove 3 E v srcu. Eros, etos in etnos. In odločno rečite ne vsakemu totalitarizmu. Hvala lepa in se znova srečamo v Pahorju.